In sem dal odpoved dejansko v službi in že vse si pripravil, vse splaniral in je prišel COVID. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Začuti novo univerzo. Zopet študenti. Moje ime je Simon Ašič in danes bomo govorili o temi, ki slej ko prej doleti prav vsakega študenta, ne samo prava, ampak na splošno. In to je kako od študija do prakse. Z mano je danes fenomenalen gost, ustanovitelj svojega podjetja, svoje odvetniške pisarne, odvetnik, mentor, diplomant nove univerze, Luka Švab, pa bi te povabil, Luka, da še ti spregovoriš nekaj besed o sebi na začetku. Ja, super, hvala za napovednik in pa tudi povabilo. Tako je, ja, v bistvu sem diplomant nove univerze oziroma Evropske pravne fakultete. Končal sem študij že nekaj let nazaj, ni ravno včeraj, ampak ni pa spet 30 let nazaj, ne. Tako da se še vsega, bom rekel, relativno zelo dobro spomnim in samega študija, tega prehoda, kakšne izzive sem imel v tistem času. Res, da so bile razmere na trgu morda čisto druge kot danes, ampak ja. Tako kot si omenil, sem ustanovitelj svoje odvetniške družbe Švab in Štepec d.o.o. Imam partnerko v pisarni, zdaj odvetnico, ki je tudi torej družbenica in partnerka v pisarni. Že 5 let v bistvu sem na svojem, predtem sem 5 let bil seveda zaposlen v eni drugi odvetniški družbi in je prišel korak, da grem na svoje na eni točki. Predtem sem tudi že opravljal pravna dela, morda bo danes še o tem tudi govorila kaj več, kako sem prišel sploh do odvetništva. Nisem popolnoma začel v odvetništvu. Tako da imam malo več izkušenj oziroma imam tudi nek širši spekter, tudi iz nekaj malega iz gospodarstva, vmes opravljal volontersko sodniško pripravništvo na sodišču, ker sem tudi, bom rekel, ta ozadje želel videti in začutiti, kako je. Želel sem si pridobiti nek malo širši nabor izkušenj, da mi je bilo tudi v praksi lažje in da sem se lahko tudi sam sebe najdel nekako. Se mi zdi, da je mogoče ta aspekt zelo pomemben, da tudi sam ugotoviš, kam bolj pašeš, kaj ti bolj ustreza, kakšen človek si po karakterju, po navadah, po vsem, ker kot pravnik lahko danes delaš marsikaj, ni problem, da ne bi mogel najti neke zaposlitve ali nekega dela. Je pa še vedno odvisno, kakšen si, kaj ti paše bolj dinamično delo, ti paše delo s strankami, ti ne paše tako interakcije z ljudmi, ti mogoče paše bolj biti nek v ozadju. Vse vemo, lahko greš bolj v neke teoretične, filozofske, morda akademske vode, lahko se znajdeš bolj v pravosodju, kjer je morda bolj pestro, bolj dinamično, več enih interakcij z različnimi ljudmi, organi in vsem možnim. Ali pa pač gospodarstvo, ki je pa spet neka specifika, kjer pa tudi pravniki najdemo, bom rekel, lahko svoje strasti na nek drug način. Tako da ja, mogoče za uvod to, pa bo se verjetno še dotaknila kakšne podrobnosti. Ja, tako, hvala. Ja, v bistvu, dajva začeti na začetku, študijske klopi. Govoril si o tem, da si nabiral izkušnje, potem še z drugimi deli, pa tako, pa mogoče še začneva v študijskih klopeh. Kaj je neki, kar si pridobil že med samim študijom, kakšne izkušnje, potem, ker vsi vemo, da ko prideš v prakso, oziroma vemo, govori se, da ko prideš v prakso, je zadeva popolnoma drugačna kot teorija. In je ta, bi rekel, prepad vmes, je treba nek most vmes zgraditi. A si začel ta most graditi že na samem študiju? Ali? Ja, dejansko sem, in se mi zdi tudi ful pomembno, da ga. Zato, ker ta nek študij prava je vse kar teoretično zastavljen. Je težko ga tako praktično zastaviti kot neke tehnične poklice ali neke naravoslovne poklice in enostavno se moraš na študiju prava teorijo dobro naučiti. In je pomembno, da se predvsem osnove civilnega dela oziroma civilnega področja in tako naprej. To je vse neka baza, katero moraš imeti močno in jo je treba zgraditi močno. In potem pride ta problem, ko si ga omenil, kako zdaj to točno razumeti.
in aplicirati v prakso. Da si znaš sploh predstavljati, kako boš vso to teorijo, ki jo tam bereš, vse te zakone, knjige, mnenja, ne vem, tudi sodno prakso, kako boš to točno res apliciral potem na nek realen primer, ko se pred tabo usede stranka, prije z enim kupom relevantnih in nerelevantnih informacij, ki ti jih tam strese na mizo in moraš ti ugotoviti, kaj boš s tem naredil. Ne? Jaz sem se zelo kmalu začel zanimati za to, da bi dobil neko študentsko delo. Morda tudi zato, ker sem sam dost praktičen človek oziroma veliko bolj praktik kot teoretik, vsaj po lastnem občutku se imam za takega in mi je bilo kdaj enostavno dolg čas oziroma me je ta teorija malo morila, malo me je bedirala, malo me je tako, težko mi je bilo kdaj. Toliko neke teorije, samo neko teoretiziranje. Čeprav smo imeli, bom rekel, na naši fakulteti ogromno praktikov, ogromno ljudi iz prakse, večinoma profesorjev prihaja iz prakse, ne zgolj iz akademskih vod, kar je zelo super in zelo pomembno, zato ker ti na nek drug način predajo znanje, na nek drug način ti predajo informacije, drugače zastavijo predavanja, tekom študija ti ogromno nekih primerov pokažejo, da niso samo neke vaje, ampak da ti že v času predajanja teorije že znajo povedati par primerov in torej, je to kar pomagalo, ne, v bistvu, verjetno. Absolutno, se mi zdi, da je bil pač študij zelo dobro zastavljen v tej smeri, da so ga podajali praktiki, da so teorijo podajali praktiki in si sigurno marsikaj tudi lahko usvojil že tekom teoretičnega študija. Potem pa, kot rečeno, sem začel si iskati neko študentsko delo, kjer bi morda se pa srečal s prakso direktno sam. V tistem času je bilo na trgu ful težko, zelo, zelo težko dobiti študentsko delo. Dejansko je bilo pravnih del neki, ampak naval na pravne fakultete v Sloveniji takrat je bil tako ogromen, da res ni bilo enostavno dobiti študentskega dela. In smo se prijavljali na stotine razpisov in jih nisi dobil oziroma nisi prišel nikamor naprej. Potem sem nekaj časa opravljal študentsko delo v eni nepremičninski agenciji. Tam sem se malo z nepremičninskim pravom srečal, ampak nekako premalo prava mi je bilo to. Potem sem bil v eni pravni svetovalnici, kjer se je bolj kot ne svetoval fizičnim osebam pri nekih takih vsakdanjih vprašanjih, pogodbe, dedovanja, take zadeve. To mi je bilo že kar zanimivo. Potem sem prišel v gospodarstvo, v pravni oddelek družbe Studio Moderna, katere lastnik je bil Sandi Češko. Tam pa sem se potem v bistvu srečal s potrošniškim pravom, inšpekcijskim pravom, pogodbenim pravom, intelektualno lastnino. Tam sem pa potem v bistvu že kar zaplavil zelo v te praktične vode. To je bilo, mislim, da v 3. letniku že študija in mi je bilo zelo koristno. Veliko lažje sem se učil, oziroma nekako mi je to dalo malo dodatne motivacije, da je v praksi dosti bolj dinamično pa dosti bolj zanimivo kot morda samo branje zakonov in te neke teorije. Da sem se končno marsikaj zamislil, kako to v praksi funkcionira, kako to uporabiti, kako svetovati, kako se spospasti s tem, ko nekdo pride k tebi z neko težavo, ki jo niti ne zna pravilno opisati. Ti kot pravnik moraš v bistvu na podlagi tega, kar ti nek laik, nekdo, ki ni pravnik, pove, ugotoviti sploh kaj je point, kje je bistvo, kje je sploh zadevo prijetne, ker človek, ki ni pravnik, on po svoje to pove. Ja. On pove to na svoj način. To je zanimivo, ne? Ker to smo se ravno v prejšnji epizodi pogovarjali, smo imeli sicer debato o umetni inteligenci, ampak smo rekli, ta človeški faktor ja, je zelo pomemben, ne? Ker ti v teoretičnem delu, torej, ko sediš tlele v klopeh, bereš člene, bereš zakone, se učiš neke stvari, kako bo to v nekem laboratorijskem okolju, rečemo temu, potem pa prideš, pa nekdo pride do tebe, pa ti to razlaga. Ne? Torej, je zelo pomemben ta človeški faktor, bi to rekel. Da. Ja, izjemno je pomemben. Kot rečeno, meni se zdi zelo dobro, da se čim prej probaš srečati z neko prakso in ugotoviš, da je v bistvu dosti več kot samo neke gole določbe in da imajo vsi te realni življenjski primeri fulejnih okoliščin okrog, za katere moraš tudi ugotoviti, a so relevantne, a niso relevantne, a kaj spremenijo zaradi tega. Ne? Tako kot kdaj pač pravijo, v pravo že beseda ali pa samo vejca spremeni lahko situacijo in pogled in odločitev in smer in vse. In to ti da samo praksa. Ne?
to, da se resnično začneš soočati z ljudmi, z njihovimi problemi, z, bom rekel, malo več kot le tem, kako to piše in kako je zapisano in se ti morda zdi čisto logično, ampak ko pride to v prakso in pride nek konkreten primer, si pa še vedno tako, kaj pa to, ne? In še vedno pride nek primer, ki je podoben, ampak še vedno različen in še vedno drugačen od prejšnjega. Tako da ja, meni je to ogromno pomagalo pri motivaciji za študij, pomagalo mi je pri lažjem učenju, pri boljšem razumevanju predpisov, pri boljšem razumevanju te teorije, drugačnem razumevanju v končni fazi. Ampak to ta pravna služba v Studiu Moderna, ali tudi tiste prej že? Tudi tiste v določeni meri, ampak ta v gospodarstvu je bila najbolj intenzivna, pa najbolj vsebinska. Takrat, ko sem bil v 3., 4. letniku, potem že in mi je največ dala. No. Tudi že po nekem 3. letniku imaš že te osnovnih pravnih področij usvojene, temeljnih. Nekako lahko razumeš, kaj se dogaja. In je drugačne, ker v 1. letniku vse si pač bom rekel, rečem zelen. Ne. In ti manjka nekih dobrih temeljev, ki pa so pomembni za to, da tudi v praksi sploh znaš pravilno razmišljati v končni fazi. Ne. Ker je odvisno tudi, kako ti razmišljaš. Ne. Ker tako kot lahko jaz in ti imava isti primer dobiva in ga bova drugače gledala. Ne. Se pravi, ti ga boš drugače videl, kot jaz lahko. Ne. Torej je dejansko zelo odvisno to, kakšen je človek, kakšen je primer, kako se tudi sočlovek oziroma rečemo stranka odziva na dogodek, ki se je zgodil. Ne? Absolutno, in so neki čustveni elementi in so neki drugi, neki bolj človeški elementi, pa neki manj človeški, neki čist pravni. Ne? In pravo je še vedno, se tudi ne more vedno in se nikoli ne bo, po mojem mnenju, moglo tako hitro prilagajati situacijam. Ne? In vsemu, kar so ljudje sposobni ustvariti in zmešati in preplesti v končni fazi. Da ne bomo preveč zašla zdaj iz teme, da se vrnemo nazaj, kako iz študija do prakse. Torej, rekel si, da ti je zelo pomagalo to, da si že v samem začetku oziroma kar hiter, ko si začel študirati, tudi začel iskati službo v praksi. Pa bi mogoče to priporočil študentom, ki bodo to gledali, ki gledajo? Ja, absolutno. Jaz priporočam, da pač glede na to, da danes po mojem vedenju na trgu ni toliko problem sploh dobiti neke praktične izkušnje pa zaposlitve, v odvetništvu trenutno ogromno manjka kadra in ga iščemo na vse možne načine in vse možne profile, od pripravnikov do naprej, od študentov naprej. In tudi na splošno pravosodju manjka kadra in pravnikov ni več toliko, kot jih je bilo. Oziroma morda tudi ta poklic ni več toliko zanimiv. Jaz absolutno priporočam, da se čim prej vključiš v prakso in tudi se začneš malo preizkušati v tem, kaj tebi bolj ustreza. Si bolj teoretičen, ti bolj praktičen, imaš fura delo s strankami, te bolj vlečejo neke pravosodne vode ali gospodarstvo, ali bančništvo, ali finance. Torej tudi, da v bistvu ugotoviš, kaj bi sploh rad, kaj sploh si želiš, zakaj si prišel študirati. V bistvu. Ker morda sem si jaz tekom študija želel čisto nekaj drugega, kar sem si potem v praksi, kar mi je bilo potem v praksi bližje. Naprimer. Jaz sem bolj razmišljal o tem, da me je bolj kazensko pravo zanimalo, pa neko ustavno in tako. Zdaj pa v bistvu v praksi sem potem čist v neke druge, bolj v druge vode zavil. Zelo malo kazenskega delam, zgolj neke specifične zadeve, tudi ustavnega zelo, zelo malo. Bolj se ukvarjam s civilnim, pa deloma pogodbenim gospodarskim pravom. No, pri tem delu tudi z delovnim zraven. No. In mi v praksi popolnoma nekaj drugega, bom rekel, pritegnilo, kot pa sem v osnovi mislil, da me bo. Torej, bi tudi mogoče rekel, da si s to prakso, študijskim delom malo tega clarityja oziroma tega dobil. Predvsem tega, neke bolj jasno sliko o tem, kako v praksi funkcionirajo in posamezna področja in različna delovna mesta oziroma različne zaposlitve, da sem lahko ugotovil, kaj dejansko bi. Jaz sicer v osnovi sem si od nekdaj želel biti odvetnik, ampak si nikoli nisem, sem si predstavljal, pa imaš neke morda te slike iz filmov in serij, ki so zelo popačene oziroma iznakažene zaradi tega, ker so večinoma, bom rekel, iz neke ameriške podlage izhajajo, ki je vseeno veliko drugačna od našega sistema in potem v praksi ugotoviš, da je vseeno malo drugače. Je pa nujno se mi zdi, da pač probaš stvari, da jih moraš probati, da tudi ugotoviš, kaj je tisto, kar je zate. No.
Pa bi lahko mogoče, ne vem, če je nek študent, ki študira, doštudira, magistrira, a bo imel isto možnost priti v prakso tako hitro oziroma se tako hitro nekako integrirati v delo, kot pa nekdo, ki je že čez celoten študij razvil neke veščine s študentskim delom zraven, pomagal mogoče kakšnemu odvetniku, delovno mogoče na sodišču. Dejansko v praksi opažamo, da teoretično znanje ni tak problem, ne? Ker tudi v končni fazi, če le imaš neko osnovno motivacijo, jaz mislim, da se teorijo lahko nauči vsak. In danes noben pravnik ne sedi brez komentarja, sodne prakse, po novem orodji umetne inteligence in tako naprej. Ne? In to se lahko priučiš, če le imaš neko osnovno motivacijo in željo. Medtem ko nekih drugih veščin, mehkejših veščin, se ne moreš kar tako hitro naučiti. Je to vse nek dolgotrajnejši proces. Ne? Neko knjigo, če jo nekomu daš danes z 200 stranmi, si jo bo pač v nekem času spravil v glavo in jo pač znal. Medtem ko če ne razvijaš nekih drugih veščin, ki terjajo svoj čas, ali to komunikacijske veščine, neke psihološke veščine, ki so tudi pomembne v našem poklicu, tuji jeziki, neka druga specifična znanja, ki so vedno bolj potrebna tudi v pravu, ker je pravo ratalo zelo premešano in zelo kompleksno, z nekimi mednarodnimi elementi, tehnologijami, ne vem, čemu sem že danes, se soočamo pri reševanju sporov, naprimer, ali pa pravnih vprašanj. To pa terja čas in če tega ne boš osvojil do nekega, ne vem, svojega 25. 30. leta, boš to kasneje še težje, ne? Ker mlajši si, bolj si dojemljiv in lažje se učiš nekih novih stvari, kot pa kasneje, ko si že bolj utrjen in manj fleksibilen, tudi se mi zdi. Yeah. In več imaš drugih stvari, manj imaš energije, več imaš drugih obveznosti. In je zelo dobro in jaz vedno apeliram na študente, da se že tekom študija ali pa že prej, na začetku študija vključujejo v neke tekmovanja, moodcourte, v neke druge izobraževanja, poleg tega, naprimer mediacija ali kakršnekoli psihološke delavnice, komunikacijske, retorika. To ti vse ogromno in lahko veliko pomaga v našem poklicu. Čim prej začeti, čim prej probati priti na trg, videti, kakšna stvar, kakšne stvari so ti všeč, kaj hočeš, česa nočeš, kje ti malo mogoče manjka. To je v bistvu nekako priporočilo. Absolutno moje priporočilo in ugotavljamo, da torej je problem, da dobivamo kader, ki ne zna spisati osnovnih dopisov, nima nekih veščin, ki jih mi nujno rabimo, da sploh v odvetništvu, naprimer, pa tudi že nasprotno v pravosodju in tudi absolutno v gospodarstvu, neko pisanje, neko izražanje, nek pristop, da manjka bolj kot ne teh veščin. Ni problem v diplomah, ni problem v ocenah, ni problem v teoriji. Večji problem je v mehkih veščinah in v drugih kompetencah. Da tega manjka. Se mi zdi, ravno to se dobro omenil, da v bistvu ni problem v diplomah. Zdaj že, mogoče se grdo sliši, ampak že vsak ima skoraj diplomo, že vsak drug ima skoraj magisterija. Ja. In zdaj ta razlika se bo pa verjetno ravno tukaj naredila. Na teh veščinah, komunikacijskih, in tako naprej. Ne? Dejansko se dela razlika povsem drugje. Ne v ocenah, ne v nekih papirjih, klasičnih, tako kot si omenil, študijskih papirjih. To ima danes cel trg že. To je danes ratalo, ni več razlikovalo. To je že skoraj srednja šola zdaj. Ja, žal, ali pač ne vem, kakor pogledamo. Tako da jaz pravim, da razlika se dela drugje. Razlika se dela v drugih veščinah in drugih znanjih, ki jih primanjkuje in jih pogrešamo in si jih želimo, in bolj to. Ja. Zato tudi v bistvu sem mnenja, da je zelo koristno, da se čim prej vključiš v različne aspekte, karkoli te pač veseli, kjerkoli se sam bolj vidiš, kaj sam meniš, da ti manjka. Nekdo tudi je pač mogoče rojen ali vzgojen ali vajen enih stvari odprej, ki jih nekdo ni. Nekdo že danes govori 3-4 jezike, nekdo pač ne, nekdo je zelo reprezentativen, pa komunikacijski in tak, drug pač čist nasprotno. Ne. Ampak za vsega se pa nekje verjetno najde mesto. Jaz verjamem, da da pa je treba gledati izven klasičnih okvirjev, bom naredil fakulteto in
opravil te klasične formalne kljukice in to je dovolj. No. To pa meni, da danes ni več dovolj. No. Ja, da prideva še naprej, a ne verjetno do bolj zanimivih stvari za določene ali pa motivacijsko zanimivih stvari, da temu rečem. Zdaj sem prišla iz klopi do prakse, torej nekako treba je delati že med študijom, se probati pridobiti neke izkušnje, potem pa kako do svoje odvetniške pisarne. Kje je ta odločitev, kdaj je prišla ta odločitev, zakaj in pa predvsem kako, kakšni so koraki, kako so z izkušnjami? Zdaj tako ne, praksa še vedno, ko enkrat začneš delati, ne, in tudi ko že zaključiš študij, te čaka še nekaj let. Dejstvo je, da po študiju se ti začne šele šteti pripravniška doba, torej po končanem magisteriju se ti začne šteti ta pripravniška doba, da izpolniš pogoje za pristop k pravniškemu državnemu izpitu. Tako da te od takrat naprej še čaka minimalno 2 leti do izpolnitve pogojev, tako da jaz sem to opravil potem odvetniško pripravništvo v odvetniški pisarni, ki je bila delno prisotna v Sloveniji, delno v Avstriji, dosti na nemško govorečem trgu. Tam sem potem opravil pripravništvo, vmes šel 8 mesecev volontersko na sodišče, da sem še to obkljukal, da sem lahko torej zgolj 24 meseci že imel izpolnjene pogoje za pristop. Tako da ja, pripravništvo, potem sem ugotovil, da sem se res našel v tem, da mi ta posel ustreza, da mi je ta vrsta dela super, da je sicer zelo stresna, da nekih stalnih urnikov pa nekega velikega ravnovesja nimaš, ne, ker je zelo niha te pritiski s količino dela in tako naprej. Količina je skozi dovolj, ampak je kdaj veliko preveč in je treba zelo dobro menedžerirati oziroma nekako uravnavati stres in čas, jaz pravim. Stress management pa time management sta v odvetništvu po mojem top qualities, če želiš preživeti. In potem ja, sem izpolnil pogoje, opravil PDI. Od nekdaj sem imel željo, da bom imel svojo odvetniško pisarno, ampak morda ne toliko zgodaj, kot se je potem to zgodilo. Zgodba je zanimiva, no, jo bom povedal, ker je zanimiva. No. Opravil pripravništvo, opravil sem PDI naredil sem ga v prvem poskusu, boljš kot sem si zamislil, da si ga bom. Čestitam, to je kar dosežek. Ja. Me je bilo iskreno zelo strah, ker je tega res obseg je nenormalen, obseg literature in vsega je res nenormalen bil. Ampak ja, opravil PDI, potem začel kot odvetniški kandidat, kjer rabiš še 1 leto dela po opravljenem PDI-ju in potem rabiš še skupno dobo 4 let dela po zaključenem študiju, da imaš izpolnjene pogoje za odvetnika. Pri čemer je potreben še izpit pri odvetniški zbornici, kjer sem tudi v bistvu izpraševalec zdaj v komisiji za odvetniške izpite. Morda nisem na začetku povedal, sem tudi član upravnega odbora na odvetniške zbornice, tako da tudi sem zraven pri vodenju same zbornice. Tako da ja, potem pa sem izpolnil pogoje za odvetnika. Je bilo pa že nekaj časa v meni neka želja, da bi šel narediti nek študij v tujino, ki ga tekom študija nisem uspel izkoristiti niti na Erasmus izmenjave, ker sem tako začel zgodaj delati, ker sem se tako zgodaj vključil v prakso, da je potem to prioriteta pred vsemi temi Erasmusi in izmenjavami. In si nisem uresničil te želje. In sem rekel, ok, mogoče pa zdaj čas po pravosodnem izpitu, po PDI-ju, ko sem imel vse pogoje formalne izpolnjene, da sem lahko jutri odvetnik, oziroma še ta ustni izpit mi je manjko, seveda. Sem začel razmišljati o enem LLM-u v tujini, v magisteriju v pravniškem v tujini in že bil odločen, da torej dam odpoved, da si vzamem 1 leto pauze, grem na Dunaj študirati in opraviti en magisterij v nemškem jeziku in potem kamorkoli me bo že zaneslo. Ker sem prej že govoril nemško in vse mi je bilo pač to cilj, da si še izboljšam, bom rekel, bolj strokovno nemščino na nek nivo in upravim ta 1-letni LLM. In sem dal odpoved dejansko v službi in že vse si pripravil, vse splaniral in je prišel COVID. V času mojega odpovednega roka je prišel COVID in pač sem bil izgubljen. Ker so se mi kar enkrat podrle sanje, oziroma sanje, ja, plani, sanje, želje, vse se mi podarilo v tistem trenutku. Potem sem nekaj časa čakal, kaj se bo zgodilo, vse je šlo samo nadol, zaprlo se je vse, vemo, kako je bilo, kako smo živeli. In nisem si želel tega delati nadaljavo, ne. Ker v bistvu
point moje želje in plana je bil experience in iskanje morda celo priložnosti na mednarodnem trgu, v nekem gospodarstvu ali kamorkoli, če bi me potem pot zanesla. Tudi sama izkušnja, verjetno, študiranje v tujini, točno to. Živeti v nekem drugem mestu, spoznati ljudi in tako naprej. Ja, vse to sem si želel od te izkušnje oziroma od tega načrta in vse to je bilo nemogoče v tistem trenutku. Imel sem še en mesec pa pol, dokler mi ni prenehalo delovno razmerje, da najdem rešitev. Potem sem pač tako res obstal za nekaj časa, ker nisem imel kaj naj sploh naredim. Nisem si želel nazaj, zato ker sem nekako tam zaključil tisto svojo zgodbo, zelo lepo smo se razšli in ni bilo nobenih razlogov, da ne bi šel nazaj, ampak jaz osebno pač sem tam naredil svoj zaključek in se nisem želel vračati. Predtem sem imel tako zelo strjeno kariero, 5 let že, 4-5 let izkušenj in niti življenjepisa nisem imel sestavljenega svojega v tistem trenutku. Niti nisem vedel, kaj na trgu sploh lahko v Sloveniji dobim, niti se nisem zanimal za nobene službe do tistega trenutka. In potem sem mogel spraviti skupaj CV, ugotoviti, kaj sploh na trgu se ponuja v tistem času, COVID-a, vse zaprto. Vemo, firme so se zapirale, odpuščanja so bila, nihče ni vedel sploh, kaj se bo zgodilo. Kaosen čas, ja. Totalen kaos, na trgu tudi, ne. In potem, ne vem, nekako vsi okrog mene so začeli me nekako spodbujati, pa Luka, pa zakaj ne greš na svoje, pa zakaj ne odpreš svoje pisarne. Pa sem rekel, ne vem, iz več razlogov. Prvič, ker tega nisem planiral, ker se mi zdi prezgodaj. Bil sem star še ne 29 let. To je bilo v letu, ko sem potem oktobra dopolnil 29. Meni se je to zdelo čisto prezgodaj. Prvič, nisem imel nobenega zaledja, nikogar, pač bom rekel od staršev ali ne vem koga, kot ima marsikdo v naših vodah, neke ali starše ali sorodnike, ki pač mu omogočijo relativno enostaven prehod v to, jaz tega nisem imel. In je bilo vse enostavno odvisno od mene in od tega, kar jaz imam in kar sem jaz sposoben sam narediti. Od celega networka in to, ne. In nisem se čutil takrat najbolj sposobenega ali pa nisem bil, enostavno mogoče v prvem trenutku nisem bil dovolj samozavesten v to, da sem zaupal pa toliko v svoje sposobnosti, da bom pa rekel, bom pa jaz pri 28 odprl svojo pisarno. In potem je to en mesec tako zorel, vsi okrog mene so me noro spodbujali k temu in me uspeli prepričati. In me prepričali, da sem imel en mesec časa, da najdem prostore, odprem odvetniško pisarno in pač startam iz nule, iz čiste nule na svoje. Torej, ker stres management je bil kar v bistvu, zdaj, ker nazaj gledam, ne vem sploh, kako sem si to drznil, ali kje sem imel toliko poguma in toliko volje in toliko malo strahu, da sem si to ta korak drznil narediti. Ker tudi živel sem na svoje, nisem doživel doma, imel sem svoje stroške, avto, najemnino, nisem bil v nekem mehurčku obdobja, kjer bi rekel, se pa eno leto ne rabim zaslužiti, pa bom pač doma preživel, ne? Kot mogoče marsikdo bi lahko si to privoščil. In ja, no. Pa ti je žal, mogoče? Ne. Niti pod razno mi ni žal. Najboljša odločitev v mojem življenju, hvaležen svoji poslovni partnerki Saši, da me je v bistvu najbolj pripravila do tega in najbolj spodbujala in prepričala na koncu, da sem se za to odločil. In nikakor mi ni žal, najboljša odločitev v življenju, sigurno. Rastemo, 5 let smo praznovali letos, v letošnjem letu, odkar sem na svojem. Zdaj smo že 4 v pisarni, torej imava Saša enega pripravnika, ki se zdaj uči že za pravosodni izpit, in pa enega študenta. Smo iz vseh 3 fakultet, še to mogoče da povem. Ampak iz naše fakultete sva 2, Saša prihaja iz Ljubljanske in pa študent prihaja iz Mariborske. Tako da tudi to imamo v pisarni, tudi to pestrost. Raznolikosti. Tako. Res ni bilo lahko na začetku, ker moraš dobiti svoje stranke, moraš dobiti ljudi, ki ti zaupajo, moraš dobiti vse to, no. In odvetništvo je biznis, ne. Odvetništvo ni neka državna služba, to ni notariat, to ni sodstvo, to ni tožilstvo, kjer pač
ti opravljaš neko delo za državo ali neko delo, ki ti samo po sebi hodi kar tam na mizo. Ne? Tega ni pri nas, ne? V odvetništvu si na trgu, imaš konkurenco. In kaj je pa pomagalo pri tem, da ste konkurenčni, da je uspel ta ideja, kaj je pomagalo že med samim procesom in študija in potem prehoda tistih 5 let izkušenj? Ja, kaj je vse najbolj to, pomagalo? prav vse to, da se torej mrežiš, da se gibeš v različnih krogih, se izobražuješ, spoznavaš ljudi na različnih frontah, na različnih področjih, v različnih organizacijah, kjerkoli že. Ogromno njenih priložnosti danes za povezovanje, se mi zdi, od študentskih let naprej, od dijaških let naprej v bistvu. In vse to, no. V bistvu od športa do osebnih zadev, do nekih študentskih organizacij, do vsega možnega izobraževanja. Se nanese potem. Kjer pač ti spoznaš neke ljudi, s katerimi navežeš neke stike, odnose, ki te vidijo kot nekoga, ki je kredibilen, ki očitno nekaj zna in nekaj ve iz svoje stroke. Na koncu pa seveda trdo delo. Verjeti vase, trdo delo, predanost, vztrajnost. Ja, tudi takrat, ko se ti zdi, da je še toliko nemogoče in da ne veš, če ti bo uspel, da še takrat verjameš vase in rečeš, glej, nikomur ni bilo sam lahko, nikomur ni sam lahko, vsi imamo svoje valove, padce in vzpone in samo greš. Zanimivo, hvala. Mogoče, a bi svetoval, da grejo ljudje na svojo pot, da dobiš še malo konkurence. Zdaj to je tako, a ne? Dvorezni meč. Ali bi rekel, da je vseeno bolj varno in pa bolj sigurno ostati v nekih... Ja, verjetno se lahko spet vrneva na tisto temo, ne, kakšen človek si, ne? A ti paše oziroma ti ni problem prevzemati ogromno odgovornosti, ne, ker v našem poklicu in na samostojni poti je odgovornost res velika. Do strank, se pravi, rekel, neka osebna odgovornost, etična, moralna in finančna. Ne, ker prostora za napake je izjemno malo. Zamujen rok, vemo, kaj pomeni, ne? There's no way back. In velika odgovornost, več svobode na eni strani, čeprav še vedno seveda imaš stranke in druge, ki imajo pričakovanja od tebe in pozive sodišč in vse roke, ki te ves čas lovijo. Ne? In moraš nekako ugotoviti, kaj ti več pomeni. A ti več pomeni ta neka svoboda, neka kreativnost, da si lahko ustvariš svoje delovno okolje, svoj način dela, da si lahko zbereš svojo ekipo v končni fazi. Ali ti bolj, oziroma morda več pomeni neka varnost, tokrat, kot si omenil, neka stabilnost, manj te odgovornosti in manj teh rizikov, odvisen kakšen človek si po naravi. No. Jaz vsakmu, ki je kreativen in dober na svobodi, predlagam, da gre na svoje. Zato, ker bo tam zaživel v neki čist drugi luči in v čist neki drugi dimenziji. Vsem te verjetno v službi vsem pač so od tam do tam in potem tako se konča. Si pač omejen si lahko na to, kaj boš delal, omejen si na to, kako boš lahko celo delal, ne? Ker pač, če bo nadrejen rekel, da bo pač stvar bela, morda ne boš mogel narediti črno. Si trpel med nabiranjem izkušenj? Ne bi rekel, da sem trpel. Sem dejansko imel zelo dobre izkušnje. No? Moram reči, da sem imel pozitivne izkušnje tako v gospodarstvu, ki sem jih omenil, kot tudi v odvetniški pisarni, kjer sem bil zelo pozitivne izkušnje. So zelo veliko prostega prostora mi dajalo oziroma manevrskega prostora, zato sem lahko stvari delal zelo samostojno. In mi je to zelo ustrezalo. Tako da ne, nimam slabe izkušnje, ampak vedno pa, ja, na koncu dneva pa, ko gledaš dolgoročno, tam pa sem imel malo zadržkov, da morda pa res nisem nekdo, ki bi v odvetništvu, vsaj v odvetništvu, delal pod okriljem nekoga. Da bi rajš delal sam, si sam zbiral stranke, kar mogoče v začetku ni takoj mogoče, ne? Ker pač vzameš delo, ki ga dobiš, tako. Na neki točki pa prideš tudi do tega, da lahko si sam zbereš, oziroma da imaš več svobode pri tem, da rečeš, to pa bomo delali, tega pa ne bi delali. Tle sem bolj
siguren in samozavesten in bom rajš več tega dela kot nečesa drugega. Tako da ja, jaz absolutno vsakemu, ki ima rad svobodo in kreativo in priporočam, da gre na svoje. Ni problem. Mislim, kakorkoli nas je po mnenju ljudi odvetnikov veliko, pa nas ni, no. Pa očitno imamo dela vsi dovolj, no. To, kar velikrat slišiš, je, da je že vsak drug odvetnik. Ja. Ja, no, pa da se dotaknemo še tega, rekel si, da govoriš nemško, tudi poleg vsega. Mogoče kakšen napotek, ideja za naše študente, ki še študiramo, kam se vključiti, kaj je pomembno, katere veščine so bolj pomembne, si nekaj svojih že naštela tekom pogovora, ampak kaj je tisto, kar res naredi potem tisto razliko, da lahko ti med študijom se že mogoče vključiš, ne vem, v debatne krožke ali pa v učenje tujih jezikov? Sigurno vse to, kar sva že omenjala, neke komunikacijske veščine, kakšne praktične delavnice, pisanja, kakšnih vlog, tudi sodb v končni fazi, vse ti to pomaga in pripomore. Mediacija, tam ogromno tudi se neke psihologije naučiš, nekih reakcij, nekih orodij dobiš, neka orodja osvojiš oziroma spoznaš, kako lažje ravnati in v bistvu tudi ljudi menedžerirati v končni fazi, ne. Ker stranke v našem poklicu od nas ogromno pričakujejo in marsikdaj pričakujejo več kot le pravniško znanje. Tuji jeziki so vedno koristni, ker danes v končni fazi nobeno podjetje več ni samo na nacionalni ravni, ne. Skoraj celotno gospodarstvo je že evropsko, globalno, in tam ti vsi tuji jeziki vedno pridejo prav. Tudi neka tekmovanja, kjer se lahko preizkusiš v nekem zastopanju, v nekem zagovarjanju, v nekem obrazlaganju. In ja, tudi te vse psihološke veščine so zelo uporabne. Tako da ogromno teh mehkih veščin, ki so danes na različne načine, tako kot si omenil, tudi v nekih organizacijah, ne. Če greš v neko organizacijo, pa si del nekega borda, neko funkcijo dobiš, se naučiš ogromno stvari. Naučiš se nekega vodenja, naučiš se komuniciranja, nekega teamworka, vseh teh stvari, ki ti v pravniškem poklicu danes zelo, zelo pridejo prav. Če niso celo že nujno potrebne, jaz pravim. Ker tega največ manjka, da se znajdeš, ko te vržejo nekam in moraš splavati, ne. Ko te konstantno nekaj meče iz tega nekega tira, ki si ga zastaviš. Pozivi, pošta, stranka, nasprotni odvetnik, sodnik, sodnica, to je tako dnevna stvar. Konstantno nekaj torej, ne? Torej, da v bistvu dobiš že izkušnje, tudi mogoče tega, da se skozi nekaj spreminja, da ni vse isto. In nekega pritiska in nekega multitaskinga in take veščine, ki se ti morda zdijo samoumevne, pa niso, ker jih marsikdo nima osvojenih. In potem, kako enkrat pride na neko delo, v neko odvetniško pisarno, kjer moraš danes dobiš na mizo en kup papirja, maile, ne vem kaj vse, in moraš pač tam plavati v tem noter. In je zelo pomembno, da se znajdeš, kako se s temi stvarmi spoprijeti. In to, da se ti nek ta ritem in nek ta tvoj urnik konstantno ruši. Vsak dan. Vsak dan ti nekdo zruši. Ni časa za izgovore. Ne, za izgovore pa za odlašanje res ni časa, ja. Hvala, ja, pa da mogoče zaključva počasa. Torej, prišla se do tega, da nekako ne kako od študija do prakse, pa kako s študijom in prakso hkrati do uspešne kariere. Bi mogoče za konec imel še kaj za dodati, kaj za povedati študentom, ki gledajo, kakšni napotki, ideje? Ja, verjetno se lahko držim tega, kar sem že povedal, no, da jaz mislim, da se za vsakega lahko najde neko primerno delo, neka primerna kariera, da samo ne smeš obupati. Ne smeš obupati na prvi stopnički, tudi na drugi kdaj ne, pa tudi na tretji ne, ker mogoče boš šele četrtič našel svoje področje ali svoj poklic v pravu, ali pač bo samo delno povezan s pravom. Moraš poskusiti in moraš vztrajati, ne prehitro obupati. Da samo zato, ker te nekaj moti, ali samo zato, ker nekaj manjka, nikjer ni popolno in nikjer ne bo popolno. Vedno
vedno bi bilo lahko še nekaj boljš. In moraš si drzniti probati, moraš pa tudi vztrajati, pa ne popuščati in iskati, bom rekel, rešitve. Težav imajo vsi dovolj, oziroma jih imamo vsi dovolj. Iskati rešitve, ker pač v pravu se ponavadi ljudje z nas obračajo s problemi. In vsak dan rešujemo probleme. In ja, spoznati sebe tudi v prvi vrsti, sigurno tudi spoznati sebe, ugotoviti, kdo si, kaj ti ustreza, in pa pravi ljudi. Pravi ljudje okrog tebe so zelo pomembni. Meni se je to pokazalo, če ne prej, takrat, ko nisem hotel iti na svoje, pa sem danes verjetno lahko vsem okrog sebe bolj hvaležen kot sebi, ker če bi bilo povsem samo moja odločitev, verjetno ne bi šel na svoje. Včasih nas je tudi strah. Ja, dejansko bi se odločil v tistem trenutku za comfort zone. Šel bi v neko službo, kjer bi se počutil toliko varno, da prebrodem COVID čase in potem šele grem nekam. Ne? In mogoče bi zamudil tisti vlak, ki mi je bil namenjen. In kdaj pač treba skočiti malo v neznano ali pa v temo in videti, kaj pa je tam. Okay, hvala. Hvala, Luka, za zelo bogat, vsebinsko zelo bogat pogovor. Torej, s študijom in s prakso delite že med študijom, probite se čim bolj izobraževati, čim več mehkih veščin, čim več vsega in vam bo uspelo. Hvala.